Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v tretjem polčasu. Tudi tokrat vam lahko zagotovimo, da bo sila zanimiv. Govorili bomo o celjskih hokejistih, pa nasplošno o košarkarjih, košarkaricah, pa nogometaših, tako da ostanite v naši družbi, kajti ne splača se zamuditi tele današnje oddaje. Rokometaši so začeli s tekmovanjem v Ligi za prvaka. Glavna favorita za naslov sta tudi letos po pričakovanjih Celje Pivovarna Laško ter Gorenje iz Velenja. No, Celjani so na prvi tekmi pred domačimi gledalci v dvorani Zlatorog z 32-25 premagali Loko. Zasedba gostiteljev je v znak podpore osebam z Downovim sindromom tekmo simbolično odigrala v različno obarvanih nogavicah. Srečanje so bolje odprli Gorenjci, ki so sicer igrali s pretežno belimi nogavicami. O podpori peščice privržencev so se odlično kosili z gostitelji in po 9-9 v 15 minuti v 20 povedli s 3 goli prednosti, 10-13. S precej truda so pivovarji tik pred koncem prvega polčasa prešli v minimalno vodstvo, gostje pa so sekundo pred iztekom igralnega časa izenačili po ubranjeni 7-metrovki domačega vratarja Urbana Lesjaka. Po izenačenem uvodu v drugi polčas so Celjani v 40 minuti preko Branka Vujovića prvič povedli za več kot 1 gol. Odpor gostov so domači zlomili čez nekaj minut, ko je razlika začela nezadržno naraščati. Najvišja je bila ravno ob koncu in sicer 7 golov za Celjane. Najbolj učinkovit pri pivovarjih je bil kapetan David Razgor, ki je 8krat zadel mrežo nasprotnikov. Številnimi obrambami se je izkazal tudi domači vratar. Urban Lesjak, ko je prišel v igro, zaustavil nekaj strelov in s tem dal ekipi krila. Tudi v drugem polčasu je dobro branil in to je nekako razorožilo našega tekmeca danes. Celje je uveljavil svojo kvaliteto, daljšo klop. Mi smo igrali z manjšim številom igralcev in to se je v drugem polčasu prišlo do izraza. In pa vratar je v drugem polčasu branil veliko bolje kot pa v prvem. In na koncu verjamem, da smo se borili, dali smo se od sebe, pa mislim, da so Celjani zasluženo dobili to tekmo. Jaz nisem presenečen nad razpletom na našem tekme, je pa res, da smo mi začeli malo zaspano in sigurno, če bi od začetka nastopili malo boljše obrambi, bi se tekma morda že prej obrnila v našo korist. Kako pa so v Škofji Loki zadovoljni z dosedanjim delom sezone? Nam je bilo v prvi vrsti pomembno to, da se uvrstimo med 6, da si zagotovimo obstanek, da imamo zdaj teh 10 močnejših tekem, kot bi jih imeli v tistem spodnjem delu. In pa v naši ekipi 95% igralcev domačih, tako da mladih, tako da na teh tekmah, tako kot smo danes, poskušali dati čim večjo minutažo, tako da se kalijo in da gradimo ekipo za naslednje leto že. In kako strateg Gorenjcev komentira tekmovalni sistem? Ja, zdaj, glede na to, da Celje in Velenje ne igrata od začetka, je težko najti sistem, ki je upravičen za vse. Zdaj se je pojavila ta ekipa, mislim, ta razlika 8 točk, ki je velika, ampak zato smo krivi tudi mi, ki smo dopustili, da pride do take razlike, ne, ostali, ki smo igrali z njimi. Po drugi strani pa, če bi vsi štartali z nule, bi bile potem tekme tiste v zaključku, ko bi ekipe že vedele, da so uvrščene, bi bile neregularne, v bistvu v tem smislu, da bi dajali priložnost tem mlajšim igralcem in bi tečno tekmo izgubili, naredili s tem škodo mogoče kakšni ekipi za obstanek. Tako da idealnega sistema ni, glede na to, najbolj pravično bi bilo, da bi Celje in Velenje odigrali od začetka v naši ligi 12 klubov in zraven poleg tega pa lahko igrajo še SEHA ligo, pa mogoče še kakšno drugo. V soboto Celjane čaka gostovanje pri Riko Ribnici, ki je prvi del prvenstva prepričljivo končala na prvem mestu. Sigurno nas čaka zelo težka tekma v Ribnici, mnogo težja, kot je bila ta danes in morali bomo pokazati vse, kar znamo, da si bomo zaslužili te 2 točki. V 18. krogu državnega prvenstva za rokometašice smo pospremili zanimiv obračun v dvorani Golovec, kjer so Celjanke gostile Krim Mercator. Slednji je po pričakovanjih brez težav premagal gostiteljice, ki so v polčasu zaostajale 16-8, na koncu pa izgubile 27-19. V petek je bil v Knežjem mestu rokometni praznik.
V zibelki celjskega in slovenskega rokometa smo videli derbi drugo in prvo uvrščenega. Srečanje dveh trenutno najboljših ženskih rokometnih ekip v Sloveniji, dvoboj deklet z dežele in ljubljanskega Krima. Dvakratne evropske prvakinje je v mestu ob Savinji pričakal celjski niz neporaženosti, ki je trajal 9 tekem. Vse od 16. januarja in zadnjega medsebojnega dvoboja s Krimom v Stožicah, ko je bilo 32-27 za Krimovke. Trener Celjank Sebastian Oblak je imel na voljo vsa najmočnejša orožja, tudi Sanjo Vrček, ki se je vrnila po bolezni in je srečanje začela na klopi. Jaz sem dala danes vse od sebe. Vedela sem, da če sem prišla noter, če me je dal trener noter igrati, da ni tukaj vzroka, da bom zdaj slabo igrala, ker sem bila bolana. Manjkala se sicer res 3 dni. Krimovke so bile z izjemo Olge Perederi, ki je bila z dovoljenjem svojega trenerja Uroša Bregarja že v ukrajinskem reprezentančnem taboru v popolni postavi. Na klopi je bila tudi Tamara Mausar, ki se vrača po poškodbi. Dekleta z dežele so dvoboj začela s preveliko mero spoštovanja do svojega tokratnega nasprotnika, v napadu nikakor niso našla načina, kako priti skozi obrambo Krima in žogo spraviti za hrbet Celjanke v ljubljanskih vratih Miše Marinček. Ljubljančanke so v prvem polčasu povsem upravičile evropski status in naziv najtrofejnejšega slovenskega ženskega rokometnega kluba ter so povsem narekovale ritem igre. Nekajkrat je na njihovo zavoro s svojimi obrambami pritisnila celjska vratarka Klara Hrovatič. Prvi polčas se je končal z 18-6 v korist Krima. V drugem polčasu so se mesninke otresle pritiska iz prvega in se sprostile ter zaigrale tako kot znajo. Že v Stožicah so januarja pokazale, da se lahko povsem enakovredno kosajo tudi z dvakratnim evropskim prvakom, tokrat pa so to samo še potrdile. Krimovke so grešile v napadu in ko se je v celjskih vratih razbranila še Hana Fidršek, jim je voda pošteno tekla v grlo. Dvakrat so se mesninke približale na samo 4 gole zaostanka in v zraku je bilo čutiti, da je to dan, ko lahko po dolgem času poklekne tudi veliki Krim. V zaključku so bile Celjanke preveč nervozne, izgubljale so preveč žog, kar so izkušene Ljubljančanke znale kaznovati in zadnjimi 4 goli na srečanju dvoboj dobile s 27-19. Videli ste, mi ko začnemo igrati svojo igro, potem hitro igro, naredimo tudi par napak, ampak ni važno, če je Krim, z vsemi ekipi igramo hitro. Prvi polčas smo hoteli to malo bolj počasi in ste videli, da smo na postavljeno cono težko dali gol. In tako smo že prej rekli, Krim je vrhunska ekipa in dejansko nam na koncu tudi niso dovolili, da bi prišli bliže. Najučinkovitejša strelka dvoboja je bila Sanja Vrček, dekle z dežele, ki je doseglo 10 golov. Za Krim je bila s 7 najboljša Tjaša Stanko. Smo šle z miselnostjo v glavah, da bomo pokazali oziroma da lahko prikažemo čim boljšo igro. V prvem polčasu seveda nismo tega prikazali, bilo je preveč tehničnih napak, v obrambi se nikakor nismo mogli znajti, nismo našli poti do gola, vendar smo to popravili v drugem polčasu in mislim, da smo korektno odigrali drugi polčas. Mi proti ekipi Celja vedno vemo, da bo težka tekma, mi smo prišli sem z 100% mislimi na tekmo, ampak smo zgrešili nažalost preveč zicerjev in to se je potem pokazalo za minus pri nas, tudi v obrambi par napak in seveda po teh izključitvah se je Celje spet približalo, tako da res odlična igra, dobra tekma in čestitke Celju za dobro igro. Zdi se, da so z dežele in Zagorje vedno bližje. Ja, res je, jaz sem zelo vesela, da se te ekipe Celje, Zagorje, Ajdovščina, da se to vse vedno močnejše ekipe in da imamo vedno bolj konkurentne tekme. Seveda to je dobro za slovenski rokomet, za vse ekipe, tako za Celje, tako za nas, pač za cel slovenski rokomet. Glede na to, koliko je proračun, glede na to, koliko ekipa vadi, lahko rečem samo same pohvale, da so zasluženo na tem drugem mestu, dobro, da se delijo z Zagorjem, ampak vseeno. Uprava, klubsko vodstvo, trener, vem, da se vsi borijo po svojih najboljših močeh in lahko bi jim o tem samo čestital, kako jim gre dobro in tako vztrajajo naprej.
Celjanke so redni del državnega prvenstva z 12 zmagami, remijem in 5 porazi ter 25 točkami zaključile na 3. mestu in si ob Krimu in Zagorju zagotovile nastopanje v skupini za prvaka. O 4. vstopnici v Ligo za prvaka bodo posredno odločale tudi Žalčanke, ki se bodo 28. marca v Novem mestu pomerile s Krko. Novomeščanke so na 5. mestu in za točko zaostajajo za 4. Ajdovščino, ki jo še čaka dvoboj z ljubljanskim Krimom. Pa kaj pa vem, no, jaz skoraj se mi zdi, da bi mogoče bilo boljše Krko, ampak tudi če prije Ajdovščina se bomo na njih dobro pripravili. Jaz verjamem, da je letos naše leto in da bomo probali dobiti in v pokalu in v prvenstvu drugo mesto. Če pa to ne bo uspelo, bomo pa zadovoljni tudi s 3. Žalčanke z enim od omenjene dvojice in Ljubljano ter Koprom čaka liga od 5 do 8. Za obstanek med elito se bosta pomerila Ptuj in Kozina. Na vrsti je reprezentančni premor, v katerem naša izbrana vrsta pod taktirko trenerja Krima Uroša Bregarja igra 2 kvalifikacijska dvoboja za uvrstitev na Euro, ki ga bo ob koncu letošnjega leta gostila Francija. Naš nasprotnik je Islandija, s katero v Golovcu igramo v nedeljo 25. marca ob 17. uri. Prvi v poklicu člansko reprezentanco Slovenije je dočakala kapetanka z dežele. Vabilo sta prejeli Regnerjeva in Lara Hrnčič. Je mogoče sploh po tem dvoboju v selektorjevo oko padlo še kako dekle z dežele? Dobro, Katarino že spremljam že kar nekaj časa, Lara, sem že tudi sodeloval z njo, res da so pač te poškodbe malo odstranile z igrišč. Je pa sigurno tukaj tudi Vrčkova, ki lepo vodi igro, res je prodorna, tako da tudi ona že počasi trka na vrata reprezentance. 31. marca in 1. aprila bomo na Kodeljevem videli še zaključni turnir pokalnega tekmovanja, na katerem bodo ob Krimu, Zagorju in Ljubljani drugič zapored nastopila tudi dekleta z dežele. V 3. krogu košarkarskega državnega prvenstva so v Ligi za obstanek Hopsi zmagali na gostovanju v Podčetrtku, Laščani so bili v sosedskem derbiju boljši od Celjanov. No, v Ligi za prvaka sta se Rogaška in Šentjur pomerila v Rogaški Slatini, zmage pa so se veselili gostitelji. Po nesrečnem porazu s Petrol Olimpijo so Šentjurčani izgubili še lokalni derbi. Vendarle pa proti Rogaški so znova prikazali dobro igro, praznih rok pa ostali pred samim koncem srečanja. V dresu domačih je Mitja Nikolič dosegel 20 točk, na drugi strani jih je 27 upisal Miloš Pešič. Tekma je bila težka po mojih pričakovanjih. Tekmo smo odprli izjemno slabo, naredili 2 osebne napake, v prvem polčasu dovolili gostom, da so zadeli 27-28 točk v prvi četrtini in potem je vse težje. Ko nasprotniku daš prst, ti lahko vzame tudi roko in to je danes bilo na meji. Potem smo se v drugem polčasu zbrali in igrali sedaj boljšo obrambo. Res pa je, da je Šentjur bil brez Bolčine, na drugi strani mi smo bili bez Batora in potem se pa še dal še Kosč in brez Bekov je zelo težko igrati, tako da pač Rašun je zdržal do konca, Fon tudi in smo prišli na videzno do visoke zmage, tekma je bila težja, kot je končni rezultat pokazal. Čestital bi ekipi Rogaške za zasluženo zmago, hkrati pa bi pohvalil tudi moje igralce za dobro igro in veliko borbenost. V drugem polčasu smo občutili primanjkljaj v rotaciji, zato nam je zmanjkalo moči. Slatinčani so povečali agresivnost v obrambi, pridobili nekaj žog in si s protinapadov ter lahkih košev priigrali odločilno prednost. Čestitam torej tudi svojim fantom za prikazano borbenost. Ja jim čestitam, iako čestitam i mojim dečkima na borbi koju su pružili. Rogaško zdaj čaka gostovanje v Novem mestu pri Krki, Šentjur pa bo gostil ekipo Šenčurja. Laščani pa so v Ligi za obstanek do zmage prišli brez pravega naprezanja. Celjani so se v Laškem dobro upirali le v prvi četrtini, ko so zaostali za 8 točk, potem pa se je razlika iz minute v minuto večala. Laščani v Ligi za obstanek še ne poznajo poraza. Drugače je pri Celjanih, ki še niso okusili slasti zmage. V bistvu je v tem trenutku najvažneje, da smo zmagali, nekako dobili vsi priložnost, enakomerno porazdelili to minutažo. Celje je pripotovalo oziroma prispelo v Laško oslabljeno, tako da nekako niso bili danes pravi, vendar žal, to je košarka, to je šport,
bolezni, poškodbe in ostale stvari so sestavni del športa, tako da to je treba vedno računati. Najvažnejše je, da smo zmagali, da se lahko zdaj posvetimo pač naslednji tekmi. V dresu Zlatoroga je tokrat odlični Urban Durnik vpisal 24 točk. Na drugih je 17 prispeval Tim Tomažič. Tekma je bila zelo specifična, manjkala sta mi dva nosilca igre, zato so priložnost dobili več mladi igralci. Pa mislim, da so danes pokazali, da imamo mladino, s katero je treba pa res veliko še dela, da bojo sposobni igrati nekoč košarko na tem nivoju. Zlatorog se bo zdaj pomeril s Podčetrčani, Celjani pa s Sežanci. Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi imajo do 30. marca reprezentančni premor. Pred slednjim so odigrali tekme 24. kroga državnega prvenstva, v katerem je bil na sporedu lokalni derbi med Rudarjem in Celjem. Z 2-1 je pripadel Velenjčanom. No, po končanem premoru pa sledi zelo zgoščen ritem tekem. Celjski nogometaši so v spomladanskem delu sezone odigrali 5 tekem. Premagali so Gorico, Aluminij in Triglav, izgubili pa proti Olimpiji in Rudarju. Celjani pred nadaljevanjem sezone na lestvici zasedajo 5. mesto. Mislim, da smo kar glede točk smo izkupiček vse točk je bil kar dober, pač lahko bi bilo še boljše, ne? Tega se zavedamo tudi sami. Ampak zdaj moramo še nadgraditi našo igro, popraviti naše napake pa iti zdaj po premoru naprej nadaljevati, kot smo začeli. Lahko pa bi dejali, da je bila igra na teh dosedanjih tekmah zelo dobra. Ja, pač tako treniramo, tako tudi igramo, ne, pač poštevamo neke principe, kateri nam trenerji dajo in to treba še nagraditi pa še boljše, ne. Med premorom imajo varovanci trenerja Dušana Kosiča priložnost, da igro še dodatno dvignejo. Zdaj imamo nekaj časa, da odpravimo naše napake, pa se izboljšamo in tudi glede pripravljenosti še kaj popravimo in čaka nas pa trdo delo. Po reprezentančnem premoru rumeno-modre čaka izjemno zgoščen ritem tekem. V 29 dneh jih bodo odigrali kar 8. Seveda, zdaj bomo mogli dati vse na to, ne. Pač vsi smo profesionalci, zavedamo tega in pač mislim, da to ne bo noben problem. Jan Andrejašič pa se je v Celje preselil pred začetkom priprav na drugi del sezone. V Celje je prišel iz Kopra. Če se počutim odlično, pač vse je vzdušje odlično, ljudje v Celju tudi super, tako da nimam nič za pripravljati, super je. Celjsko moštvo bo 31. marca gostilo Ankaran. Z močjo obnovljivih virov energije ustvarjamo čistejšo prihodnost. ECE – energija prihodnosti. Ko začnete razmišljati o nečem večjem, vam ob najemu stanovanjskega kredita z izkušnjami in znanjem pomagamo do ustrezne rešitve. NNV – za vse, kar sledi. Dobro je imeti nekoga, na kogar se lahko zaneseš. Si poenostaviti vsak dan. Se počutiti lagodno, združiti najboljše iz različnih svetov in pri tem ostati zvest pravim vrednotam. Zato je naša izbira hibrid. Toyota. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav. Brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si.
Nekatere prelomnice nas spodbudijo, da začnemo razmišljati o nečem večjem. Zato se vam ob najemu stanovanjskega kredita celovito posvetimo, ter vam z izkušnjami in znanjem pomagamo do ustrezne rešitve. NLB, za vse, kar sledi. Avtohiša Mlakar iz Topč pri Grobelnem zastopa, prodaja in servisira vozila Hyundai, Mitsubishi in Citroen. Prav tako pa prodaja rabljena vozila ostalih znamk. Na zalogi imajo preko 100 rabljenih avtomobilov. Za nakup tako novih kot rabljenih vozil nudijo ugodno financiranje. Nudijo tudi vsa mehanska popravila, kleparsko-ličarske storitve, cenitve poškodovanih vozil, odkup in uvoz rabljenih vozil, menjavo in shrambo pnevmatik, pranje in kemično čiščenje vozil, sklepajo pa tudi avtomobilska zavarovanja. Prepričajte se o njihovi ugodni in kvalitetni ponudbi ter jih obiščite. V Avtohiši Mlakar dobite za vašega jeklenega konjička vse na enem mestu. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Drage gledalke, gledalci, pozdravljeni še v središču tretjega polčasa. O celjskih hokejistih bomo govorili, pred katerimi je veliki finale sezone. Namreč jutri se bodo v prvi finalni tekmi mednarodne INL lige pomerili zagrebškim Medveščakom. Tekma bo v Celju in seveda kaj reči kot vsi skupaj vabljeni, in dodatno povabilo bomo zdaj posneli tudi s trenerjem celjskih hokejistov. Rok Rojšek, pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, za začetek, brez tistega dogovezanja, poslastica bo zagotovo Celje Medveščak in sam Medveščak mora biti magnet za gledalce, da pridejo v ledeno dvorano. Ja, res je prvič to, da smo mi veseli, da smo se uvrstili ta finale. Pa ne bom rekel, da tega nismo si želeli, načrtovali. Seveda je bilo v tej ligi dosti izenačenih ekip, mi smo nekoliko uspeli prijeti, tudi z dobro igro, tukaj moram fante posebej pohvaliti, v tem polfinalu, prijeti do tega finala, do Medveščaka, ki je v zadnjih letih postal brand, hokeja na tem prostoru, predvsem 4 sezone v ligi KHL, najmočnejši evropski ligi. Ne glede na to, da letos igrajo spet v ligi Ebel, se pravi razširjenem avstrijskem prvenstvu. To je brand in jaz si želim, da bi privabil čim več gledalcev jutri v mestni park. Prva tekma torej pred domačimi gledalci. Medveščak, nekaj smo že govorili o njem, ampak težko je seveda izgubljati v tej ekipi. Ne bo prišla to zdaj kakšna druga ekipa, gre se za finale. Slišali smo že, tudi vi ste dejali, da prihajajo izjemni hokejisti v Celje, torej Medveščak gre dobesedno s tistimi najmočnejšimi topovi nad vas. Ja, moram reči, da odvisno s katere strani gledaš. Medveščak je izpadel v četrtfinalu lige Ebel. To pomeni, da so njihovi igralci prosti in da hkrati to tudi pomeni, da se njihova ekipa, ki igra v naši ligi, lahko okrepi, in to so storili deloma že v Kranju na zadnji polfinalni tekmi proti Triglavu. Po nekih naših informacijah naj bi ta ekipa prišla v Celje še bolj okrepljena, še z nekimi res dobrimi igralci, Kanačani, in ja, pričakujem zelo močen Medveščak jutri v Celju. Kako se mu zoperstaviti? Pa ne glede na to, v kakšni postavi bodo prišli, mi bomo igrali neko svojo igro. Tudi Crvena zvezda nekje je bila proti nam favorit v polfinalu, na to se nismo ozirali, in tudi jutri, ne glede na to, v kakšni postavi bo Medveščak prišel v Celje, se na to ne bomo ozirali. Mi imamo nek svoj način igre, ki ga gojimo že kar nekaj let, ki je bazira na disciplini v obrambi, na neki taktični postavitvi, in če se bomo tega držali in dali maksimum od sebe, mislim, da zna biti to dobra tekma.
nimate kaj za izgubiti, lahko pa naredite še kakšen korak naprej, presenetite marsikoga in zagotovo bodo hokejisti pustili vse od sebe in naredili, da pustijo res tisti dober vtis v tem finalu. Ja, moram še enkrat reči, da fanti so v tem polfinalu proti Crveni zvezdi na obeh tekmah igrali res, bi rekel, celo najboljšo v zadnjih parih letih. Glede na to, da imamo okrnjeno postavo, če gledamo 2-3 sezone nazaj, da so dali vse od sebe, da smo igrali res disciplinirano, kolikor se je to le dal in da bomo to ponovili tudi proti Medveščaku. Seveda je to za trenerja, bi rekel, skoraj najlažja tekma. Igralce ni treba posebej motivirati, mogoče jih samo opozarjati, da se držimo tistih stvari, ki smo dogovorjeni in jaz mislim, da pričakujemo lahko dobro tekmo. Boste napadli že od prve sekunde? Pa se pravi, mi imamo neko svoj način igre. To bi bilo bolje, da ne govorimo, morda kdo posluša iz Zagreba. Mogoče bi bilo celo preveč na dolgo to razlagati, na kak način mi igramo. V določenih fazah igre igramo čisti napad, v določenih fazah se potegnemo nazaj, branimo neko igro in poskušamo igrati nek kontranapad. Tako nekje vse bolj podrobno bi bilo pa predolg časa, da bi to razumeli. Res je in sezona je dolga, naporna, veliko tekem ste odigrali. Če bi zdaj pred samim finalom potegnili črto vsem skupaj, lahko bi dejali, da ste lahko znova zadovoljni. Pa ja, jaz moram reči, da glede na to, da so se nam dogajale neke stvari v sredini sezone, ki se mogoče ne bi smele dogajati, ne mogoče, sigurno se ne bi smele dogajati. Kar se tiče prve ekipe, moram reči, da smo to prenesli v redu in da konec koncev je sezona res uspešna in kadarkoli igraš finale, je to seveda pozitivno in super. Torej, jutri vse vabite v ledeno dvorano, da pridejo pravočasno na tekmo, da avte pustijo v mesto, kajti jutri pa bi resnično znala biti gneča, gre se za finale, tudi precej več oči bo uprtih v to tekmo, verjetno tudi mediji kažejo kaj več zdaj okrog vas. Ja, jaz moram reči, da se v zadnjih dneh tudi oglašajo mediji, da je bilo veliko klicev tudi z novinarji, veliko pogovorov, tako da jaz si želim čim več gledalcev, ker so neke informacije, da naj bi prišlo tudi, ne vem, avtobus ali 2 navijačev iz Zagreba, zdaj ali se bo to res zgodilo ali ne. Se pravi, bi si želel, da so naši glasnejši od njihovih in da bo en tak lep vzdušje v mestnem parku, ko ga mogoče že nekaj časa ni bilo. In jutri torej prva tekma velikega finala, druga potem v četrtek v Zagrebu, časa za regeneracijo bo dovolj. Ja, seveda, časa za regeneracijo bo dovolj. Jaz samo upam, da bomo ostali brez poškodb, to je edina želja, seveda, za naše fante do konca sezone. In kar se tiče same igre, me ni strah. No, se tudi poškodb me ni strah, ker mislim, da smo v redu pripravljeni in da bomo seveda dali vse od sebe. Kdo je vse jutri vabljen v ledeno dvorano? Mlado, staro, pripadnice nežnejšega spola? To vsekakor, to bi si fantje po moje želeli, čeprav mogoče nekateri tega ne smejo na glas povedati. Ampak ja, seveda, čim več ljudi nam je v bistvu vseeno, kdo pride za nas navijati, samo da pride. Seveda bi si pa želeli čim več staršev z otroci, da se tudi mlajši še navdušijo za hokej. Se vemo, da hokej na mladih stoji in da si želimo čim večjega vpisa v hokej in take tekme to prinašajo. Tudi sam sem na tak način začel imeti rad hokej in take tekme, ki si za nekaj gre in ko vse to vidiš na ledu, to dogajanje te pol pritegne in pol ostaneš celo življenje. Torej, jutri so vabljeni vsi v vašo ledeno dvorano. Bi lahko dejali, da bo celjski hokej s tem finalom še dobil na dodatni pomembnosti oziroma popularizaciji pri tistih najmlajših, kajti finala so nekaj več kot ostale tekme. Ja, no, moram reči, da je to nek prvi članski finale celjskega hokeja, kar se jaz spomnim in ja, to bi si želeli. Seveda, temelji se gradijo na najmlajših in jaz mislim, da zdaj v klubu z mladimi delamo dobro, trenerji se trudijo, imamo tudi dosti igralcev v mlajših selekcijah, neka luknja se je pojavila tam med 16 pa 20 let, vse niže dol, sploh od 12 leta navzdol je igralcev, bi rekel, dovolj, nikoli ni dovolj, ampak
zadostno število, da se da normalno delati in jaz bi pohvalil vse naše trenerje, da se res trudijo in da vidimo že neke uspehe in da se bo to sam še nadgrajevalo v prihodnosti, tako da bomo imeli zadostno število igralcev v prihodnjih letih tudi za člansko ekipo, da bo konkurenca večja in s tem bo prišlo tudi še več finale. Točno tako, zdaj pa prva tista tekma Celje Medveščak in Rok Rovšek, tale desna kamera je vaša, torej jutri, kam, kdaj, zakaj našim gledalcem? Ja, jaz bi povabil vse gledalce, vse Celjane in vse neceljane, da pridejo v Celje navijati za nas. Jutri ob 18. uri v Mestni park na prvo finalno tekmo lige INL med HK EC Celje in Medveščakom in da nam pomagate v boju za prvo zmago. Kot bi imel Rok Rovšek vse skupaj napisano, ampak dobro, pomembna tekma je pred njimi. Rok Rovšek, veliko sreče, veliko znanja in pa morda se bomo jutri veselili velike zmage. Tudi če se ne bomo, zagotovo bodo hokejisti pustili srce. Ne na parketu, temveč na ledu. Ja, jaz moram obljubiti v imenu celega kluba in v imenu članske ekipe, da bomo sigurno dali vse od sebe in si želim, da bi bilo to dovolj za zmago. Hvala za obisk. Hvala. Tako, to je bil torej Rok Rovšek, po oglasih pa nadaljujemo s košarko. Z močjo obnovljivih virov energije ustvarjamo čistejšo prihodnost. ECE, energija prihodnosti. Ko začnete razmišljati o nečem večjem, vam ob najemu stanovanjskega kredita z izkušnjami in znanjem pomagamo do ustrezne rešitve. NNV, za vse, kar sledi. Dobro je imeti nekoga, na kogar se lahko zaneseš. Si poenostaviti vsak dan, se počutiti lagodno, združiti najboljše iz različnih svetov in pri tem ostati zvest pravim vrednotam. Zato je naša izbira hibrid. Toyota. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Nekatere prelomnice nas spodbudijo, da začnemo razmišljati o nečem večjem. Zato se vam ob najemu stanovanjskega kredita celovito posvetimo, ter vam z izkušnjami in znanjem pomagamo do ustrezne rešitve. NLB, za vse, kar sledi. Avtohiša Mlakar iz Stopč pri Grobelnem zastopa, prodaja in servisira vozila Hyundai, Mitsubishi in Citroen. Prav tako pa prodaja rabljena vozila ostalih znamk. Na zalogi imajo preko 100 rabljenih avtomobilov. Za nakup tako novih kot rabljenih vozil nudijo ugodno financiranje. Nudijo tudi vsa mehanska popravila, kleparsko-ličarske storitve, cenitve poškodovanih vozil, odkup in uvoz rabljenih vozil, menjavo in shrambo pnevmatik, pranje in kemično čiščenje vozil, sklepajo pa tudi avtomobilska zavarovanja. Prepričajte se o njihovi ugodni in kvalitetni ponudbi ter jih obiščite. V Avtohiši Mlakar dobite za vašega jeklenega konjička vse na enem mestu.
Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Drage gledalke, dragi gledalci, tokratno središče snemamo na domačem parketu celjskih košarkaric. Le-te čaka konec tedna, se pravi jutri in v nedeljo zaključni turnir mednarodne VABA Jadranske lige v Montanju v Bolgariji in vse skupaj bomo pokomentirali s trenerjem celjske Cinkarne Damirjem Grgićem. Damir, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, nekako že odštevate do zaključnega turnirja v Bolgariji, vse je pripravljeno, odhajate na dolgo gostovanje. S kakšnimi občutki in pa oziroma s kakšnimi cilji? Pa dobro, mislim, da smo v tej sezoni nekako nismo, tako kot vsa ta leta, mi s tem rezultatom nismo obremenjeni. Na koncu smo tekmovanje zaključili na prvem mestu, kar je bilo zelo dobro. Igrali smo nekaj zelo dobrih tekem, nekaj smo odigrali tudi slabših, pa vendarle nekako moram reči, da ne glede na to, da smo bili prvi, ne morem biti ravno zadovoljen skozi celotno sezono, nekako so prevelika nihanja v igri, pa vseeno mislim, da zaključi turnir je priložnost, da na vse zadnje damo svoj maksimum in vidimo, kaj lahko storimo na tem turnirju. Poskušamo iti tja neobremenjeni, bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Torej, zelo dobri ste bili v rednem delu sezone Jadranske lige, pa potem tudi v Superligi, ampak zdaj verjetno bo potrebno vse skupaj odmisliti, kajti zaključni turnir je ponavadi zgodba za sebe. Ja, sigurno je zgodba za sebe, sedaj ne šteje več to, da smo bili po rednem delu prvi, kdo je bil drugi, tretji, četrti, to se pozablja, vse se nekako zvali na dve tekmi. Mi igramo prvo tekmo Zvezdo, v tem trenutku mogoče tudi najlažji nasprotnik, pa vendarle Zvezda je ekipa z velikim respektom, z veliko skopico odličnih mladih igralk in pa tri zelo izkušene igralke, Prljo, Jovanović in Stepanović. Z njimi smo prvo tekmo v Beogradu izgubili, dokaj gladko in tudi gladko potem jih dobili v Celju, tako da pričakujem eno res trdo tekmo dveh ekip, ki so v zadnjih 10 dneh izgubile pokal, ne glede na to, da smo bili favoriti, tako mi kot Zvezda, tako da se bomo poskušali nekako pokazati na tem turnirju. Ampak na zadnji tekmi v Celju smo lahko videli, da je zelo neugodna ekipa Crvene zvezde, torej previdnost ne bo odveč. Ne bo definitivno, zelo spoštujemo ekipo Zvezde, nekako medsebojno se zelo spoštujemo, tudi Zvezda dela približno isti program, kot ga delamo mi tukaj v Sloveniji, v Celju, tako da previdnost bo sigurno. Poglejte, mislim, da lahko pričakujemo res zanimiv turnir, kajti ne moremo reči, da je sedaj ena ekipa velik favorit tega turnirja, tako da bomo videli, kaj bomo na koncu. Kako ste pripravljali dekleta po tistem porazu v finalu pokalnega tekmovanja? Jih je bilo težko spet dvigniti? Ja, mislim, psihološko je bil sigurno to dosti velik udarec. Sigurno, ko smo analizirali tekmo, smo videli, kje vse smo delali napake, pravzaprav pa največja nekaka napaka, da energetsko nismo bili na takšnem nivoju, kot smo pričakovali, pa vendarle mislim, da so dekleta sedaj to uvidela in da bomo poskušali popraviti to v samem državnem prvenstvu. Sigurno pa, da energija mora biti prava tudi na tem turnirju Final Foura Jadranske lige. Gre za izjemno pomemben turnir, navsezadnje tudi pomembno ligo in vse je mogoče.
No in iz leta v leto imate te mlade košarkarice, takole pred zaključnimi turnirji jih je potrebno torej zbrati, se ukvarjati z njimi, kajti že kakšen dan ne tiste prave maksimalnosti lahko škoduje. Kot ste že prej dejali, torej vse skozi se borite z njimi, sestavljate tisti mozaik in verjetno želja tudi, da bodo v Bolgariji tako prvi kot drugi dan od prve do zadnje sekunde prave. Dejansko je težko skozi celotno sezono delati z mladimi igralci, veliko težje kot z resnimi članskimi igralci. Tudi ta dekleta se ukvarjajo z milijonimi stvarmi, od šole do različne ljubezni in vse te stvari, ki se dogajajo pač pri vseh mladostnikih, in vse to treba nekako strniti, ukomponirati in pa dobiti tisti maksimum takrat, ko je to najbolj potrebno. Tako da jaz sem prepričan, da bodo dekleta za razliko od turnirja v Kranju energetsko prava, če bo pa to dovolj, da se pač uvrstimo v finale in mogoče tudi poskušamo osvojiti, bomo pa videli. No pa še pomlad se je začela, ko ljubezen dejansko zacveti. Ja, pri nas cveti že kar vsa ta leta, pa vendarle mislim, da dobro, uspešno krmarimo v ženskem košarkarskem klubu in na te stvari smo tudi na koncu tudi ponosni. In kakšen je zdravniški karton, kakšno je zdravniško stanje v ekipi, je tako, kot si ga želite? Ja, zaenkrat fizično smo sigurno v redu pripravljeni, psihološko mislim, da se počasi prihajamo k sebi, se dvigujemo do državnega prvenstva, končice državnega prvenstva bomo sigurno pravi, sedaj na tem turnirju bomo pa videli. Torej obračun s Crveno zvezdo, prvi polfinalni, v drugem pa obračun gostiteljic s podgoriško Budućnostjo. Kaj tam napovedujete, kako bo Montana seveda pred domačimi gledalci si želi najvišjih mest? Ja, sigurno pričakujem prvo zelo dober odziv na samem turnirju, kar se tiče publike. Mislim, da bo dvorana nekako pokala po šivih v Bolgariji. To bo zelo zanimivo videti. Definitivno pa mogoče dve ekipe, ki so najizkušenejše v tem trenutku, igrajo med sabo in mislim, da bo tekma pravzaprav tudi izenačena. Tako kot se rekel, favorita praktično ni, mogoče Budućnost po svojem rosterju nekako v ospredju, kar se tiče izkušenosti in pa navsezadnje tudi kvalitete, pa vendarle pričakujem težko tekmo. Verjetno ste presenetili v pretekli sezoni v Podgorici z drugim naslovom. Se lahko zgodi kaj podobnega letos? Seveda želja je, ampak tekmo po tekmo. Pa seveda, mi smo maksimalno fokusirani na tekmo s Crveno zvezdo in niti v enem trenutku nismo govorili o Montani in Budućnosti, o tekmi za tretje mesto ali prvo mesto. V tem trenutku nas zanima samo tekma s Crveno zvezdo, potem pa tiste pol dneva za pripravo na tekmo za tretje mesto ali pač finale. Se pravi, tista videoanaliza pred velikim finalom bo sledila iz sobote na nedeljo? Ja, vedno je to tako. Mislim, zelo dobro poznamo nasprotnike ene in druge, tako da to je to. Damir Grgić, srečno pot, vse dobro in po najboljših močeh v Bolgariji. Najlepša hvala. Tako, s tem pa tudi zaključujemo z nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami. Vse dobro torej celjskim košarkaricam na oddaljenem gostovanju v Bolgariji, kjer bo torej zaključni turnir Jadranske lige. Mi pa se spet vidimo prihodnji petek ob 20.